odpadki, ko sem posredil z podatki, kar je pomembno in je povezano s tem, kar je bilo rečeno. 2000 na začetku je v tem odlagališču oziroma v tem sistemu urejanja odpadkov delali 15 ljudi, danes jih dela 60. Delajo tako okoljevarstveniki, delajo logisti, delajo strojniki, delajo tisti ljudje, ki so ostali na robu, zdaj pa so zelo hvaležni za delovna mesta in za priložnost. In kar je ključno, cena obdelave je precej nižja kot v tistih obratih, ki so bili sofinancirani z evropskim denarjem, ker smo imeli v mislih, sem bil spredi človek, ki si bo 30 let plačeval, pa rajši naredil s svojim denarjem ceneje, kot pa za nekim okvirom, ki je do drug prevedel. Hvala za tole refleksijo. Zanimivo, smo slišali, da dobre prakse so, celo dostop imamo do njih tudi preko vas evropskih poslancev, pa tudi tukaj ne sedemo na ta vlak, to je res nek fenomen, kako nismo pripravljeni izkoristiti priložnosti, ki so tukaj. Tako da Nizozemsko ste omenili, ki je predsedovala s temo krožnega gospodarstva in se tudi izpostavlja kot circular hotspot, se pravi, zelo strateško se postavlja in dežela, ki ve, kako graditi konkurenčno prednost, je doumela prednosti koncepta. Dežela Frizlandija, na primer njihova, zelo prosperira ravno na tem, da razume, kaj so ti sistemi, food systems, kot smo jih poimenovali. Tako da vidimo ne samo, da so priložnosti, ampak da so konkretni projekti, konkretne regije, konkretne države, ki že ustvarjajo prednost, kot ste lepo povedali, in pobirajo neke profite, če ne lahko rečemo, zato, ker so že tam. Tako da zdaj bi šli spet malo v Slovenijo, skozi gospoda Vajgla. Nogomet je taka lepa rdeča nit danes, zelo zanimiva je, da tekma Islandija in Velika Britanija, kaj bi rekli pred prvenstvom Anglija, da je nemogoče, da velesila, ki si lahko kupi kogarkoli, zgubi proti deželi, ki ima tako malo prebivalstva, kot ga je tam v kakšni primestni občini, pa vendarle so Islandci zmagali. A je tudi v tem kako sporočilo, da tudi mi Slovenci, ko radi rečemo, smo majhni, pa radi zapeljemo na to, da je to slabost, nas je lahko ta tekma navdihnila tudi v tem, da ker smo tako obvladljivo majhni, lahko tudi mi zmagamo kako tekmo na področju mednarodnem. Ja, majhnost je zagotovo lahko prednost. Če se zavedaš vsega, kaj to prinaša. Če si večji, tudi z vidika tega, kar smo razpravljali, ker se obravnava ta svežen okusno, jaz mislim, večje države imajo zaradi velikosti nekoliko večji vpliv, manjše države imajo večji vpliv na dogajanje, kot bi ga imeli, če ne bi sedeli zraven za isto mizo. Ampak v določenih pogledih imaš neke pomanjkljivosti, lahko smo pa mi za krožno gospodarstvo še vedno eden izmed resnih držav in imamo iz tega zagotovo lahko koristi. Majhnost nam pomaga pa tem to, da smo dober testni poligon za testiranje nekih novih idej, za razvoj nekih produktov, ki potem lahko v drugih državah se lahko potem uporabljajo tudi v drugih državah. Jaz en del v prejšnjem nisem omenil, ki je pa pomemben del, pa nekaj časa bomo še imeli, da reč izpostavil, v tem okvirnem programu za prehod na zeleno gospodarstvo, ena od zadev, ki je noter, je tudi členitev fundacije Eden MacArthur. Mogoče, da malo povemo sploh, kaj je fundacija Eden MacArthur. To je vodilna, to je angliška, organizirana kot charity v Angliji, ki je pod vodstvom Eden MacArthur, ki je bila dvakratna zmagovalka, solo okrog sveta, ki pa se zdaj posveča temu, da ona in njena fundacija promovirata krožno gospodarstvo. In ta metuljček, ki ga vedno uporabljamo, je iz fundacije Eden MacArthur, tam je nastal. Zdaj, v samo fundacijo so vključena številna podjetja, kot podjetja so to tudi največje, najbolj znane multinacionalne družbe, kot je IKEA, Google, Kingfisher, Unilever, Nike, Renault, je to zelo zanimivo. Imajo pa tudi, je pa en del, ena iniciativa, ki povezuje mesta, regije, države. In trenutno je kot država je učlanjena samo ena država, to je Danska,
So pa številne regije, pa tudi mesta, ki so po gospodarski moči Katalonija, recimo. imamo prebivalci bistveno večji od Slovenije. No, mi se na podlagi tega mandata iz okvirnega programa in pa sicer še pogovorov dogovarjamo za vstop, jaz sem že nekajkrat napovedal skorajšnji vstop. Že zelo nas čakajo. Lahko še enkrat zdaj izpostavimo. Smo tik na tem, da to zaključimo, imamo pa pravne birokratske ovire še z sklepanjem pogodbe, tako da to bo zdaj, nazadnje so rekel, da pred počitnicami zdaj trdim, da bo mogoče, da bo takoj po počitnicah. Ampak kaj pa mi iz tega vidimo, da v tej fundaciji se je že zdaj nabrali ogromnega znanja in ustvarjajo se tudi nove, se povezujejo ljudje in podjetja in akterji in oblikujejo nove ideje. Skozi članstvo bomo mi pridobili prvo dostop do vseh baz tega, kar je bilo znanja, ki je bilo že tam ustvarjeno. Dobili bomo možnost, da se nekaj ključnih ljudi iz države, iz 5 ključnih ministrstv in 3 tako zvanih multiplikatorjev, gospodarska zbornica, Spirit in skupnost občin Slovenije, da se ti posamezniki dajo skozi nek trening po krožnem gospodarstvu, ko bomo promovirati, kaj to je, kako ga prodajaš. Potem, ko bomo mi člani tega, bomo imeli možnost izmenjave praks, učenja od drugih, pa promoviranje naših idej in tudi skozi elementar, da se lahko lotimo nekega programa, potem, kot bi lahko bil nek program v promocijo prehoda v krožnem gospodarstva, delo kjer lahko z njihovim znanjem oni nam pomagajo, tako kot so v primeru Danske, recimo, sam tiste, ki pa res velik projekt, je tudi malo nek dokument za ustvarjalce politik, kako spodbujati krožno gospodarstvo. Mi bomo imeli možnost nekaj takega izoblikovati, jaz mislim, da to bo, se bo naredil tisto, kar je nujno potrebno, je, da se dejansko v tem krožno gospodarstvo, da je večje zavedanje, kaj to točno je. Mi do zdaj tudi se nismo imeli toliko težav, ko je deklarativno krožno gospodarstvo vključevati dokumente, ampak podobno, kot sem prej omenil, da dokaj ni jasno, da to res pomeni, da sprememba vzorcev potrošnje in proizvodnje, in kaj to vse prinaša za sabo, da takrat bojo koraki slabši. Jaz mislim, da mi bomo tudi skozi članstvo tega dobili prepoznavnost, to je perspektivno potem, kot majhna država, se mi zdi, da bomo lahko zelo zanimiv partner in to zanimiv. In zelo odziven, če... In bolj odziven, in mislim, da če bojo akteri posamezni prepoznali za tem priložnost, da nekaj dobro naredijo zase v slovenskem prostoru in da je mogoče tudi zelo potencijalno neka gospodarska iniciativa, sodelovanje in prodajanje tega potem vplivno, da to bo ker je zelo blizu si s to fundacijo, ne bom povedal sem kako. Jaz reči, da je to super ideja in jaz to že od vsega začetka podpiram. V bistvu, kot anekdota, jaz sem bil v 2023, takrat je bil referendum, kjer je na Ellen Carter fundacija svojo konferenco. In jaz sem bil eno od 3 govorcev na izločitvi brifingov, ki tam popoldan, oziroma drugan smo pa imeli konferenco na temo vseh 3 področij, ki se jih prej govorili. Tam sem bil pač eno od 3, ki smo govorili tudi sistem. Ampak tisto, kar sem hotel povedati, da sem imel v stili happy road. Da oni res znajo in res pridejo na mesta, kamor niče ne pride. In dejansko so bili tam CEO iz vseh teh podjetij, skoraj vseh naštela. In hoditi z njimi je v bistvu hoditi po pravi poti. In zaradi tega mislim, da je to absolutno pravo odločitev. In grede sem se tudi slikal na nekem prehod za Pište. Hvala, mogoče od tukaj bomo zdaj povabili še vas k vprašanjem, ja, tamle so že roke, mogoče tamle ženski del, a imamo koga, kar nam bo pomagal s tem? Tamle najprej za vami, pa
Tamle, gospodičnega prva oziroma mlajša. Hvala lepa. Gaja Brecelj, Monotera. Jaz bi izpostavila problem oziroma izziv skladnosti politik. Namreč tukaj imamo na mizi paket krožnega gospodarstva, po drugi strani imamo pa na mizi tudi pogajanja o prostotrgovinskih sporazumih. Se pravi, pred vrati je CETA, sporazum Evropa-Kanada in globoko pogajanih TTIP, Evropa-ZDA. In če bo danes več govora o tem, da rabimo več regulacije in postavljanje pravil, zato da bomo spodbudili prehod v krožno gospodarstvo, so pa sploh te dokumenti, ki so zdaj vam prišli in že prejšnje skrbi kažejo na to, da pravzaprav te prostotrgovinski sporazumi bodo pa spodkopavali ta prizadevanja oziroma celo zniževali standarde na področju prehrane, kemikalij in zmanjševali suverenost držav pri zagotavljanju okoljskih, se pravi ambicioznih okoljskih in socialnih politik. Tam regulacija pomeni regulativno sodelovanje, tako imenovano regulativno sodelovanje, ki govori o tem, da se zakonodaja, ko se pripravlja, vključuje že deležnike privatnega sektora na način, da imajo večjo moč pri tem, oziroma nastavni mehanizem ISDS, ki je zdaj ICS, ki govori o tem, da lahko podjetje toži državo pri sprejemanju mogoče okolju za okolje ambicioznejše zakonodaje ali pa socialne. Se pravi, ko država toži, je že tožila Egipt, zato ker so zvišali minimalno plačo, ali pa ko so želeli zapreti jedrsko elektrarno, zaradi tega, ker lahko ima potencialno izgube. Zdaj pa vprašanje je, kako zdaj, jaz mislim, da te dve prihodnosti, ki jih zdaj opisujem, niste združljivi. Na papirju mogoče v praksi pa ne. In potrebno bo sprejeti odločitev ali v eno smer ali v drugo smer. In kako rešiti to zagato oziroma kako zagotoviti skladnost ostalih politik na način, da bomo podprli prehod v krožno gospodarstvo na način, da bo res v praksi in v polnosti funkcioniralo. Hvala, za koga je vprašanje? Za koga se Kdo si upa? Kdo si upa? Hvala, Gaja. Kdo si upa? Evo, dva enaka. Najprej, kar se tiče samih teh postopkov, pa tudi teh razkritij, ki jih je Greenpeace predstavil. Razkritja so pa neka pogajalska izhodišča ZDA. Postopek poznate, poteka, pogajajo se tudi v teh dneh v ZDA. 14 odborov Evropskega parlamenta je tisti, ki so zahtevali razpravo in tudi pripravilo mnenje o tem, da je pripravilo mnenje ob ustavnem odboru. Sam sem v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in tudi na internetu so na naši spletni strani zelo jasne razprave, katere smo povedali takrat. In v odboru za kmetijstvo je zelo enotno stališče. Nikakor takšno, kot je bilo predstavljeno v ameriških izhodiščih, ampak da se evropskega kmetijskega modela nikakor ne sme zapustiti, da so te rdeče linije, preko katerih člani odbora za kmetijstvo ne bomo nikoli šli. In tu ni kakšnih velikih razlik, ali prihaja iz EPP, ali prihaja od konzervativcev, zelo zanimivo, isto, Angleži, Irci, podobni stališči. V Evropskem parlamentu so drugi odbori, ki imajo drugačna stališča. Tudi druga področja, ki so drugače tangirana in imajo celo mogoče enostavnejše izračunati po črto, da so kakšne koristi, ne vem, avtomobilske industrije ali pa še, ne vem, sem spremljal tudi farmacevtsko industrijo, ker imajo neke druge poglede na to zadevo. Sam sem povedal, da je več kot 5% je bilo namenjavo na področju kmetijstva, vendar trdim, da je tu tista točka, kjer je več kot 50% problemi na tej točki se bo ali sprejel ali ne. Če si upam drzniti in špekulirati, mislim, da tudi do tega odločenja ne bo prišlo v tem vladu. In mislim, da ne bo sprejeti. To je napoved glede na trende, ki se zdaj enostavno tu dogajajo. Imamo pa, na primer, ravno na področju stanja v kmetijstvu in pa stanje to, kar je bilo lepo prikazano v tej verigi, ker je veliko debat o teh razmerih in nepoštenih praksah v kmetijski verigi, kjer imamo, na primer, z odborom za trg in pa odbor za kmetijstvo zopet povsem nasprotna pravila. Mi trdimo, da je potrebno na področju prehrane, kmetijstva iti z močnejšo regulativo in uzakoniti tudi, kaj je nepoštena praksa, kdaj se lahko to prakso kaznuje. Ko govoriš na internetu, v tem odboru za prosti trg, enostavno ni možnosti o tem, to mislim, spozeli neki
nekih situacij, kjer bomo morali enostavno te zadeve izpostaviti in priti stvarem do konca. Kajti na mnogih področjih in kmetijstvo je trenutno prvo, ki dokazuje, da trg enostavno ne bo vsega zreguliral, prosti trg brez regulacije enostavno ne bo zreguliral, ampak se bo zgodilo to, da zelo poenostavim, kar je prej dr. Potočnik prikazal. Najbrž bodo imeli najbolj poceni mleko na Nizozemskem, Irskem, Danskem, kam bodo šli z gnojevko, kako se bo ta krog zavrtel oziroma kaj se bo zgodilo v primeru, če se pa kaj spremeni. In ko sem že sam še stavkom zaključen, tem tednu smo imeli eno predstavitev v Genske univerze zopet, kjer so predstavili o 3 modelih, recimo po 2020, tudi kmetijske politike. Prvi model je bil označen in so bili nas ne kot opcije, ampak kot provokacije za razmislek. Prvi model je bil high-tech, se pravi, ne vem, z droni bomo že škropili, s traktorji brez voznika vozili, ne vem, ta zgodba. Druga je bila samooskrbno kmetijstvo in tretji scenarij je bil kmetijstvo v primeru kolapsov. Kolapsov v smislu klimatskih sprememb, kolaps v smislu političnih sprememb, ko se bodo državne meje zaprle, pa bo kdo želel imeti hrano tudi doma, pa bomo o teh 3 varnostih, vojaški, energetski pa prehranski na drug način govorili, tako da odpirajo se posebno novi horizonti in zato je to, kar je prej dr. Potočnik povedal, bodo potrebni novi prijemi in samo, če me vprašate za moje osebno mnenje, mislim, da mi ne bomo rešili s tem, če bomo, ne vem, zdaj cel svet spravili v eno trgovinsko unijo in da bo to rešitev. In tudi globalizacija, če sem zelo odkrit, ko sem spremljal te zadeve, takrat sem videl prvi, da se združujeta Mercedes in Chrysler, sem se vprašal, ne vem, da tretji partner na Marsu ali kje bo drugje. In enostavno vidimo, da je to bilo pod predvezo, kako bo, ne vem, 1 milijarda pa pol ljudi še bolj živela, kako da bo ostali pa še za njih delati po svetu. Mislim, da so to ta elementarna vprašanja. Mi znotraj te 1 milijarde pa pol se moramo vprašati, kdaj smo dosegli kot družba više komoditete in smo morali sprijazniti najbolj z malce manj komoditete, kar bo tudi pri nas počasno najtežko. Ja, še refleksija? Ja, 4 točke. 4 točke, da bomo imeli še. Skladnost politik je velik problem. Ampak ni problem samo pri prostih trgovinskih fondih. Skladnost politik je ključni problem, s katerim se ukvarjaš in tudi moč posameznih akterjev in predvsem podjetniškega sektorja v tem kontekstu je tista, ki je problem. Skratka, ali imajo vsi deležniki enako moč in enako vpliv na odločitve. In odgovor tu je verjetno ne. Skratka, skladnost je resen problem. Drugič, trgovina je lahko tudi koristna. Skratka, ne smemo paziti moramo, da kot pravijo, z vodo ne odvijemo tudi dojenčka. Skratka, trgovina je lahko koristna. Zanimiv je, z nekaterih analiz, ki smo jih delali tudi v okviru IRP-a, ki so jih delali v Avstriji, v tem je nekako prišlo do ugotovitev, da je večji okoljski odtis od tega, kako je hrana predelana, kot kot pa transport kot tak. Ne. Tako da je zelo pomembno, kako jo predelaš. Ne. In če je recimo predelana na okolju prijazen način daleč preč od tebe in pripeljana do tebe, je še zmeraj bistveno boljša, kot če je predelana na okolju neprijazen način pri tebi. In zato pravim, da stvari je treba vedno pogledati celovito in jih potem na podlagi tega narediti oceno. Tretjič, ali so dogovori, a sta te prihodnosti, kot se rekla, nista združljivi. Ja, lahko sta združljivi, seveda, če sta skladni. Če so dogovori, ki jih delajo znotraj tega skladni z trajnostnimi cilji razvoja, potem sta lahko združljivi, ampak lahko ti pa nekdo bi še povedal, da je strah upravičen. Skratka, zaradi tega, skratka, jaz mislim, da je ključen problem, ki je sicer pri trgovinskih sporazumih malo specifičen, je seveda transparentnost in obveščenost, ker največja
prava stvar, da ti na nek način obračunaš z upravičenim strahom ljudi, je obveščenost, je način, kako transparentno neke stvari delaš, kar je pa pri sprejemanju trgovinskih sporazumov v bistvu relativno težka stvar. In bi človek, ker na koncu je vedno v zaupanju, ali zaupaš tistim, ki so pač v zadnji procesa, da bodo te stvari izpeljali, tako kot bi morali biti izpeljane. In seveda, če pa človek mora zaupati, ne da bi imel v rokah podatke in dejansko imaš pa problem, vedno ga imamo. Tako da, ja, strah je upravičen, povsem na mestu, ampak moramo, kot pri vseh stvarih, trezno razmišljati in stvari ocenjevati z vsemi plusi in minusi, ki jih nekaj stane. Hvala lepa, tlele bo še. Ja, se gre po vrsti. Janko Kramžar, Snaga Ljubljana. Čeprav sem že nekaj let na tem položaju in delam z odpadki, oziroma delamo z odpadki in smo nekaj naredili konec koncev v Ljubljani, tudi prva Zero Waste prestolnica, zelena prestolnica. Bom rekel, da v kontekstu uvodnega predavanja, da so problemi na področju odpadkov minorni. In da je zame glavni problem tisti, ki ga je dr. Potočnik izpostavil in o katerem bi nisem mogel tudi danes več govoriti in ga vedno znova povezati z vsemi ostalimi problemi, to na čem bazira pravzaprav naš sistem. In da brez spremembe gospodarskega in ekonomskega sistema vse te stvari, ki jih delamo, verjetno ne bodo pripeljale do dobrega konca. Spomnimo se 3 stvari, ki ste jih pomenil. Verjamemo v trg, ki daje lažne informacije, ker ne upošteva eksternali. Kapital je nagrajen nadpovprečno in pa šefi so nagrajeni glede na njihove kratkoročne odločitve. Kje bomo v tem sistemu uvedli take spremembe? Samo 2 primera bom dal. Privatizacija v Sloveniji. Kaj je glavna mantra? Donos na kapital. A se tukaj kdo sprašuje, kaj se bo zgodilo z eksternimi stroški v tem procesu? A bo kupila ta našo firma, ki ima eksterne stroške 10-krat večja, a bo nek menedžer uspešen, ki bo to prestavil firmo na Kitajsko in bodo transportni stroški, neke eksterne stroške po 10-krat, ampak donos na kapital bo pa super. Pa drug primer, tudi na evropskem nivoju nisem žal optimist. Ne vem, pred 2 dneva sem bral, da je bil žvižgač, ki je obelodano, kaj se je dogajalo v Luksemburgu z temi davčnimi olajšavami, obsojen. Alo, vsi vemo, za davčne oaze po celem svetu nič se ne zgodi. Mimogrede, kdo pa je, iz kje pa je predsednik, gospod, ki predseduje Evropski komisiji, cesar je gol. Kdaj nas bo dovolj, kdaj bo dovolj tistih, ko bodo to rekli? Ni vprašanje, ampak samo vprašanje je rekel, da sem da odgovor. Meni moram reči, da začela s temi nevladnim sektorjem, kjer je predvsem okoljski, kjer se dosti krat bojimo proti. In se potem zajamemo v to negativno zanko. Nič se ne da narediti, vse je katastrofično, vse bo šlo narobe in tako naprej. Tisto, kar sem se pa naučila vzporedno s tem, je prav preko tega gibanja, veste, moč od spodaj na vzgor. Od spodaj na vzgor se spreminjajo stvari. Tisti, ki so na vrhu, ki potem seveda temu sledijo z postavljanjem nekih pravil na igriščih, temu sledijo, potem jim je fair, da sledijo, imajo tisti spodaj več ali pa manj težav, če se to ne zgodi. Ampak mislim, da se na globalni ravni to stvari dogaja. Tudi če pogledamo, ne vem, čisto enostavno, mogoče z tega mojega zornega kota, ko smo začeli v okrožnem gospodarstvu, takrat, ko je komisija prvi sveženj objavljal v Sloveniji, praktično sem si o tem mogel z nikomer govoriti. Danes smo sedimo tukaj in vedno več na sveki o tem govorimo in o tem razmišljamo, pa je menilo tukaj veliko dobri. Tako da jaz nisem tako velik pesimist, kar se tega tiče. Ja, tako raz je tiste danes dogovorili na tak način. Jaz ne še. Imaš absolutno prav, moja izkušnja trenutno je tudi ta. Mislim, ne čakati, in to sem že predvodno rekel, ne čakati na public administration, čeprav je zelo pomembno.
koncu, ampak veliko, res veliko stvari se od spodaj do zgodaj. In jaz sem recimo tudi chief economist v neki skupini, ki se ukvarja z Global Business Conditions, ker v bistvu je nekje 200 CEO največjih podjetij, kakšni so rezultati, če uvedemo SDG-je, kaj ima ta vpliv na podjetja. V večini teh podjetij nihče nikogar ne čaka in delajo neverjetne stvari, od Nike do Unilever in se premikajo neverjetno hitro naprej v pravo smer. Ampak jaz sem se tudi pred kratkim pa tudi lahko dobil podjetju, ki smo ga skupaj ustanovili celovije sistem, kjer imamo samo eno željo, kako v bistvu upscalati stvari, ki se dogajajo in kako pomagati tistim podjetjem, ki si želijo tega premika, da se premaknejo od bočnika, da se morajo premakniti. Vse te tri stvari, ki ste jih našteli, ki so v bistvu zelo kritične, se strinjam zelo močno. In tu lahko vlade naredijo marsikaj. Če imaš ti v rokah davčno politiko, davčne politike nikakor ne smemo gledati samo kot politike uravnoteženja proračuna. Od strukture proračuna je odvisno, kaj podpiraš, kako strukturiraš ceno implicitno. Od tega, kako imaš državne pomoči, kam jih usmerjaš, komu jih naredješ, je odvisno ogromno. Ne vem, 80% bruto domačega proizvoda so javna naročila. To je taka moč za spremembe, če to resno uporabljaš. Ampak če javno naročilo uporabljaš samo na način, da je to najnižja, da pač slediš najnižjo ceno, ne pa da s tem poskušaš doseči politični, ampak za vse te stvari najprej moraš imeti dogovor. Moraš imeti želj, jasno, kam želiš in kam neka stvar gre. In če imaš to luč na koncu tunela, potem lahko vsako stvar, ki jo domisliš v kontekstu politik, domisliš tudi v tem kontekstu. Tako da jaz tu nisem tako negativen, ampak mislim, če je res, ker govorimo, da gre za spremembo ekonomskega sistema, spremembe ekonomskega sistema se ne dogajajo čez noč in odpor tistih, ki bodo v tem sistemu ne videli svoje prihodnosti, bo grozovit in ti bodo najbolj glasni in najbolj odločni in velikokrat boste od tistih, ki bodo največ govorilo o rasti delovnih mest,